čez noč temperature ne padejo. Ne? In iz zdravstvenega vidika, če pogledamo, se telo, če je vroče, tudi po noč se težko spočije. Ne? In je problem to, da je prevelika obremenitev. Ne? Sploh, če pa v nekem toplotnem otoku v sredini mesta stanujemo v najvišjih nadstropjih, je pa sploh obremenitev s toploto zelo, zelo moteča. V bistvu pa do tega pojava prihaja ravno zato, ker imamo pač v mestih, predvsem pa urbanih središčih, imamo ogromno masivnih, temnih površin, betonskih, asfaltiranih, tudi visoke stavbe preprečujejo pač kroženje zraka. Ne vem, če si predstavljate, če bi si v neki poletni vročini dali na glavo mokro brisačo, bi bil zelo podoben občutek. Ne? In to je tisto, kar znajo drevesa in je ugodno za ljudi. Glej, kaj nam dalo je vesolje, neskončno zvest nad mano, ta planet je vse, kar imamo. Vročinski valovi so vse pogostejši. Dejstvo, ki ga ne moremo spregledati. Vplivajo na vse nas, še posebej pa na ranljive skupine. Mednje sodijo starejši, ne le tisti, ki doma nimajo klimatskih naprav, tudi stanovalci v domovih, pa otroci in delavci, ki opravljajo dela bodisi na prostem ali v proizvodnji. Vročina vpliva na naše zdravje predvsem v urbanih središčih, kjer je veliko betona in malo zelenja. Katere so najbolj vroče točke v mestih? Kaj lahko storimo, da omilimo vpliv vročinskih valov na živa bitja? Kako lahko prilagodimo in izboljšamo pogoje našega bivanja? Vse to so vprašanja, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki z različnih področij, ki preučujejo razmere in predlagajo rešitve. V tokratni epizodi podcasta Samo en planet jih bomo nekaj razgrnili. Z nami so 3 gostje oziroma 2 gosti in en gost, specialistka javnega zdravja, doktorica Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, doktorica Urša Vilhar z oddelka za gozdno ekologijo Gozdarskega inštituta Slovenije in Taj Zavodnik, strokovni sodelavec v Društvu za sonaravni razvoj Fokus. Lep pozdrav vsem 3, hvala, ker ste se odzvali vabilu k sodelovanju v podcastu Samo en planet, v katerem rešujemo različne probleme, se ukvarjamo z različnimi tematikami in ta, ki bo aktualna vsak hip, kajti poletje je pred vrati že skoraj tu, so seveda vročinski valovi, s katerimi se vse pogosteje soočamo. Zdaj, zdravje je prvo, kar nam pride na misel, ko slišimo vročinski val. In Simona, vi se s tem ukvarjate že dolga leta, sodelujete v skupinah, ki analizirajo, proučujejo vpliv vročine na človekovo zdravje, predvsem na starejše, ampak seveda tudi na vse druge, kajti nihče od nas ni imun na te vročinske valove. Pa me zanima, v teh letih ali pa v desetletjih, zdaj zadnja raziskava, ki sem jo jaz zasledila in brala, je bila iz leta 2015, verjetno ste medtem naredili že nekaj novih. Kako se podatki spreminjajo? Kaj nam lahko poveste? Ja, lepo pozdravljeni najprej. Na NIJZ delamo že kar nekaj let raziskave in sicer gledamo umrljivost v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov v obdobju od maja do konca septembra. To je pač opazovani čas, pač poletni čas. Nekaj analiz smo naredili tudi glede obolevnosti, to pomeni, obolevnost pomeni ali hospitalizacije ali pregledi na urgenci. In moram povedati, da prvo raziskavo, ki smo jo naredili, je bilo primerjava umrljivosti za celotno Slovenijo v letu 2003, ki je bilo znano kot nekakšen začetnik
vročinskih valov. Ko je samo v Franciji, ki je bila najbolj obremenjena, umrlo kar 70,000 ljudi zaradi vročine. No, mi seveda nismo Francija, mi smo veliko manjši, tudi nimamo tako velikega mesta, kot je Pariz, Ljubljana je precej manjša. Ampak v tej raziskavi smo primerjali potem še leto 2015 in umrljivost v celotni Sloveniji. In analize so pravzaprav pokazale, da pri nas leto 2003 niti ni bilo tako obremenjeno, nekoliko pa je bilo obremenjeno leto 2015, ki je pokazalo, da so nekoliko več smrti od pričakovanega pri starejših in pri tistih s obstoječimi in kroničnimi srčno-žilnimi obolenji. Potem smo naredili več raziskav še in v bistvu glede celotne Slovenije smo naredili analize od leta 2000, kratkotrajna umrljivost, letna umrljivost, do 2018. In analize so pravzaprav pokazale, da je bilo obremenjeno leto 2006, 2007, 2012, 2014 in 2015, potem pa se je stanje stabiliziralo. Tako da nekako imamo zdaj do danes, če rečem, imamo narejene analize do leta 2021 in po letu 2015 je v bistvu stanje zelo stabilno pri nas. No, leto 2006 in 2007, 2012 in 2014 in 2015 ni nekako posebno izstopalo, ampak pač niti sami ne vemo, kakšni dejavniki so bili takrat tisti, ki so nekako dvignili nam to umrljivost. Je pa zelo zanimivo, če že govorimo, da je v mestih večja umrljivost oziroma obolevnost, da je 2007 in 2014 in 2015 bilo tudi ruralno območje v Sloveniji, pri starejših se je pokazalo nekaj preseženih smrti. Zdaj to pripisujem znanstvena literatura predvsem temu, da v ruralnih območjih živi več starejših, in je ta delež potem večji. Potem druga stvar je, da niso toliko seznanjeni z ukrepi, s temi priporočili, ki so bolj enostavna, ker nekako ne uporabljajo starejši verjetno toliko interneta, niso toliko pozorni na te priporočila. In tretja stvar je pa, da so v času vročine več na prostem fizično aktivni. To pač nekako ugotavlja znanstvena literatura, zakaj tudi v ruralnem področju nekaj več smrti. Povem še to, da zanimiva je bila tudi raziskava na internistični prvi pomoči UKC Ljubljana, kjer smo primerjali število obiskov v času vročinskih valov v primerjavi v času brez vročinskih valov, ki pa ni pokazala statistično značilnih razlik, razen v primeru bolezni povezanih s toploto, to je dehidracije, motnje elektrolitskega ravnotežja, ki pa so popolnoma preprečljive, če se pravilno ukrepamo, predvsem pitje vode. Naj se zdi še tako banalno, mi vedno rečemo pijte vodo, ampak to je osnovni ukrep, ne seveda naenkrat, da se pač, ampak za starejše, posebej za starejše priporočamo, pripravite jim vodo po kozarčkih, da bodo počasi pili čez cel dan. Opozarjamo za otroke, da jih je treba spomniti, predvsem na starejše, pa tudi duševno bolne, da poskrbimo za njih. Ja, življenje se spreminja, naš način življenja se spreminja, informacij imamo vedno več o tem, kako ravnati v teh, bom rekla, kar novih klimatskih pogojih, ki se dogajajo, ne. Pa vendar me ne preseneča, recimo, da starejši ljudje pač
težje spremenijo ali pa spremenimo, ne, svoje navade. Seveda pa na podeželju delo je tisto, ki zahteva, da greš ven, tudi če je hudo sonce, a ne. Medtem ko Taj, vi se ukvarjate pri Fokusu tudi med drugim, ne, s projekti, kjer želite izboljšati razmere oziroma detektirati najprej razmere v domovih za starejše in potem tam, kjer je to potrebno, izboljšati jih, ne. Pa me zanima, a so velike razlike med temi domovi za starejše, se pravi, kar se tiče teh pogojev bivanja v poletnem času, vročini in tako naprej, je to odvisno zdaj od starosti zgradbe, od in še mnogih drugih dejavnikov, ki jih boste vi razgrnili. Ja, zdaj mogoče, hvala tudi z moje strani za vabilo in lep pozdrav. Zdaj mogoče za nekaj konteksta bi vsem povedal, a ne, mi v bistvu to aktivnost izvajamo, ne, v okviru projekta Life for Adapt, bomo mogoče v njemu še kasneje kaj več povedali, ampak ne bi rekel, a ne, da je to raziskovanje dovolj reprezentativno, a ne, ker se ukvarjamo v bistvu, analizirali smo lansko poletje 12 domov na območju Mestne občine Ljubljana, a ne, tako da ne govorimo o neki celostni analizi celotne Slovenije, a ne, Ljubljana je tudi specifična, kar se tiče samih temperatur, ampak vseeno, no, nekaj zanimivih uvidov pa se mi zdi, da smo dobili, a ne. Je pa bila ta analiza predvsem namenjena temu, a ne, da smo nekako dobili nek občutek o stanju in kam je sploh smiselno usmeriti ukrepe, a ne. Rezultat te aktivnosti bo v bistvu tudi razpis, na katerega se bodo lahko domovi za starejše prijavili, a ne, zato da realizirajo neko rešitev. No, zdaj, če grem na vaše vprašanje, no, kar smo nekako ugotovili, je ena ugotovitev je seveda logična, ne. Zdaj, tisti, ki so bolj v centralnem urbanem delu, imajo pa s temperaturo mnogo večje težave, a ne, imamo pa tudi več domov, ki so bolj v nekem zaledju, obdani z vodnimi viri, z več zelenja in tako. Tam so, a ne, te neke izhodiščne težave manjše, ne. Velika, kot omenili ste, a ne, leto izgradnje. Tukaj nas je morda presenetilo, a ne, da so dejansko nekateri domovi zgrajeni v 60., 70., 80. letih na nek način celo bolj kvalitetni od marsikaterega novega, a ne, čeprav naj bi bili te novi že zgrajeni po pač nekih jasnih standardih, a ne. Ampak ne vem, zdajle se mi tako utrnejo slike, a ne, upravljali smo terenske oglede in smo v praktično novem domu videli, a ne, to, da nimajo teh krpank, a ne, zunanjih senčil in da stanovalci v bistvu sami razobešajo potem rjuhe, deke in podobne zadeve, zato da si pač ohladijo prostore. Kar je mogoče za vse domove taka zelo jasna skupna problematika, je pa žal kader, a ne. Torej pač ta poklic je težak, je slabo plačan, te kadre je težko dobiti, a ne. Mi smo v bistvu, ko smo analizirali te domove, smo pogledali tudi, ali imajo kak protokol, a ne, kako se zdaj vodstvo, kako se dom odzove na neko povečanje temperature, na najavljeno na najavljeno večje vročinsko obdobje in smo ugotovili, a ne, da v bistvu je to zelo mešano, a ne. Včasih pogledajo na NIJZ, včasih na ARSO, potem nekaj objavijo ali na tabli ali ima en sestanek z zaposlenimi, a ne. Ko smo pa govorili z zaposlenimi in z vodstvom, smo pa velikokrat ugotovili, a ne, da se zavedajo, a ne, da bi bilo recimo fino ob povečanih temperaturah, a ne, povečati število tuširanj, a ne, neko posebno nego uvesti, povečati količino popite vode in tako naprej. Ampak zaposleni, a ne, v vseh ostalih nalogah in ob tem, da jih je premalo, v bistvu težko izvajajo vse te dodatne ukrepe, a ne. Zato tukaj čisto, ne, na neki sistemski ravni enostavno vidim neko možnost, a ne, da moramo mogoče, ne vem, ta tako imenovan koncept zelenih delovnih mest mogoče malo razširiti, prepoznati, da imamo zelo pomembne javne sisteme, javne storitve, ki v bistvu zagotavljajo neke ključne storitve za ljudi, ki so hkrati tudi pod zelo velikim udarom zaradi negativnih posledic podnebnih sprememb, a ne. Tako da tukaj vidim eno možno navezavo, da bi
recimo tudi del teh tako imenovanih podnebnih okoljskih financ preusmerili v to, da se kadrovsko ukrepi te sektorje, ki so recimo pod velikim udarom ne zgolj vročinskih valov, tudi drugih negativnih učinkov podnebnih sprememb. No. Pa bi mogoče zdaj tukaj zaključil. Urša, vi oziroma Gozdarski inštitut tudi sodelujete v tem projektu Life for Adapt. Kakšna je pa vaša vloga? Zdaj, naš inštitut je vključen v več teh delovnih sklopov. V enem sodelujemo prav s Fokusom, kjer poskušamo ugotoviti, kje so te toplotni otoki, kjer se povišane temperature najbolj izražajo. Ja. In kako bi lahko domovom za starejše občane izboljšali njihove pogoje bivanja. Skupaj smo šli tudi na oglede, popisali njihovo zelenje, imajo zelo lepe parke, sadovnjake, tudi gozd. In bomo poskušali s te strani predlagati kakšne ukrepe, ki bojo potem del tega razpisa, kamor se bodo lahko domovi prijavili. Dajmo malo razložiti, kaj so to toplotni otoki. Sliši se taka sintagma, ki pravzaprav, morali bi reči, mogoče vroči, da bi se ljudje malo bolj ustrašili, ker toplotni otoki, to je pa nekaj lepega, toplota je nekaj prijetnega. Kaj so te točke, kaj so ti otoki? In pa bomo potem šli na ukrepe, s katerimi bi lahko zmanjšali to obremenitev. Zdaj, mogoče je glede terminologije problem, ker mi prevajamo iz angleščine, Heat Island. In nam se zdi toplotni otok. Mogoče bi res mogli prevajati vročinski otok. Heat je v bistvu vročina. Vročina, Je pa to v bistvu neko območje, ki je ponavadi urbano in so temperature zraka precej višje od podeželja, se pravi od okoliških območij, ki obdajajo ta otok. Zdaj, jaz bi tukaj dodala, da je pomembno pri toplotnem otoku to, da čez noč temperature ne padejo. In iz zdravstvenega vidika, če pogledamo, se telo, če je vroče, tudi po noč se težko spočije. In je problem to, da je prevelika obremenitev. Sploh, če pa v nekem toplotnem otoku v sredini mesta stanujemo v najvišjih nadstropjih, je pa sploh obremenitev s toploto zelo, zelo moteča. Tako da iz zdravstvenega vidika so tudi predvsem noči, te tropske noči. Sem hotel v bistvu samo še to dodati, če mogoče še malo razložimo, da v bistvu pa do tega pojava prihaja ravno zato, ker imamo pač v teh mestih, predvsem po urbanih središčih, imamo ogromno masivnih, temnih površin, betonskih, asfaltiranih, tudi visoke stavbe preprečujejo pač kroženje zraka, manj je zelenja in to rezultira v zelo pregretih površinah. Po noči, pa potem še posebej problem zaradi tega, ker vse te površine v bistvu potem po noči oddajajo toploto. Mislim, da je vsak že doživel, kakšen poleten nočni sprehod skozi mesto, po kakšni asfaltirani cesti. V pričakovanju ohladitve je puhtelo vse iz pločnikov in iz asfalta. Zdaj poudarjamo zelenje, pomen zelenja, vpliv zelenja v urbanih okoljih, predvsem se na podeželju jim ga ne manjka. Ampak ni vseeno, katero zelenje. Tam, kjer, recimo, če vzamemo neko parkirišče, ki je zgrajeno na novo in potem tam posedijo ena kilava drevesca, ki ne bodo niti čez 20-30 let zrasla toliko, da bi dajala vsaj malo sence, ampak tukaj verjetno rešitve ni, Urša, ker pač drevo rabi čas, da zraste, ali so kakšne sorte, ki so hitreje rastoče, kaj vse je treba upoštevati, ko ozelenjujemo določene površine? Zdaj, drevesa delujejo na nižanje temperatur zraka na dva načina. Ena stvar je senčenje, ko krošnje v bistvu prestrežejo sončne žarke in
potem ne pride toliko sončne energije do tal in se ne segrevajo. Druga stvar je pa v bistvu ta proces transpiracije, ko iz listnih rež iz krošenj voda izhlapeva in zato se porablja energija. Zato je od spodaj zelo prijetno hladno. Ne vem, če si predstavljate, če bi si v neki poletni vročini dali na glavo mokro brisačo, bi bil zelo podoben občutek. Ne? In to je tisto, kar znajo drevesa in je ugodno za ljudi. In seveda večja, ko je krošnja ali pa rečemo površina vseh krošenj v neki ulici ali pa v parku ali pa v gozdu, večji bo ta učinek. In večja drevesa imajo večje krošnje. Je pa tako, da so mesta zelo neugoden prostor za rast dreves. Ne. Ena stvar je, da so pač višje temperature, velike onesnaženja, zelo malo prostora imajo za korenine, slaba tla ali pa jih sploh ni, tisti substrat, potem pozimi še solimo, ne, tako da še dodajamo neke škodljive snovi. Smem sam pripomniti tukaj, da v mnogih mestih, ne, recimo na severu, ne uporabljajo več soli. Samo še pesek, ponekod celo ogrevajo menda ulice. To sem slišala za Stockholm, a ne. Ja. Skratka, sol normalno, da škoduje, a ne, rastlinam. Ja. Razen, če začnemo saditi morske alge. No, so tudi nekatera drevesa navajena na slano vodo, no, ampak to mislim, da v našem podnebju še ne bi dobro uspevali. Ja. Drugače pa svetujejo, da se sadi drevesne vrste, ki so tudi sicer naravno prisotne na nekem območju. Tako da recimo za Ljubljano je značilno, da dobro prenašajo mestne razmere, lipe, hrasti, tudi javorji. Mali jesen, zdaj malo je odvisno od tega, želimo, da bo čim večja krošnja, ali želimo, da bo vrste tudi medonosne, pa potem to pomaga opraševalcem. Potem je tudi estetski izgled zelo pomemben. So pa ta drevesa podvržena poškodbam. Veliko se pač, ali se obrezuje krošnje, ali pa se celo lomi, ne, da so mehanske poškodbe, ali pa poškodbe korenin. In to so vse vstopne točke za bolezni in škodljivce. Tako da drevesa v mestih so podvržena še večjemu številu napadov oziroma bolezni in škodljivcev in se morajo še s tem spopadati. Zdaj mesta, ja... Hotel sem reči, da se morajo pa potem spopadati še v bistvu z interesi v javnem prostoru, a ne, tudi tistimi ne preveč lepimi, a ne, kjer smo priča, ne vem, posegom, a ne, odstranitvi pač tudi zdravih dreves ob, ne vem, kaki investiciji, gradnji in tako naprej, a ne. Tako da to se mi zdi, da je že en korak, a ne, zaščititi drevesa, obstoječa, a ne. Predvsem pa, no, mislim, da je to tudi del neke prostorske, širše državne politike, a ne, kako, pa občinskih politik, a ne, kako v bistvu zastavljajo svoj prostor, kako z njim načrtujejo, upravljajo, in mislim, da je pač pomembno, a ne, da so vsi te vidiki, o katerih govorimo, v to vključeni, jih resno obravnavamo, a ne, tako bomo pač prišli v bistvu do nekih celostnih prostorskih rešitev, a ne, ker tudi se mi zdi pa, da je vse bolj popularno to, a ne, da se sadi drevesa, zgolj zato, da se sadi drevesa, a ne, brez, ne vem, tega, da bi zagotovili ustrezno potem tudi obrezovanje, zalivanje, kdo bo skrbnik, a ne, in tako naprej. Ja, pa tudi v bistvu, ne, prostor je res kompleksen sistem, a ne, ker je treba pač pogledati, ne, da ena rešitev ne ustvarja novih problemov, a ne, povezati tudi z prometnimi strategijami, a ne, skratka, vzpostavljati nek zelen javni prostor, ki je dostopen za vse, ki je pač, ne vem, lahko rečem podaljšek dnevne sobe za ljudi, a ne, kamor se pač z veseljem umaknejo, preživljajo svoj čas. Tega se mi zdi, da je vse manj in zaradi tega bi rekel, no, da so tudi posledice teh vročinskih valov, a ne, lahko tudi čisto družbene, socialne, a ne, samoizolacija zaradi tega, ker v bistvu si prisiljen
v to, da prosti čas v tem obdobju preživljaš doma pod klimo, a ne, ki tudi zdravstveno ni najboljša, če jo prekomerno uporabljaš. A ne. Prekomerno uporabljaš ali če jo ne čistiš, recimo tudi se lahko to, ja. razmnožijo patogeni mikroorganizmi. Ja. A ne. Mislim, tukaj trčimo še ob eno težavo ali pa problem, bom rekla, ki je tudi družbene narave, energetska revščina, ne. Mnogo ljudi, ki živijo že tako v ne najboljših razmerah, če milo rečem, si ne more privoščiti klime, ali pa če si jo že lahko privošči, je potem strošek za elektriko, ki to klimo poganja, tako visok, da jo enostavno ne prižgejo, a ne, ker tako da tukaj, zakaj to govorim? Zato, ker tukaj ravno to, kar ste omenili, ti skupni prostori v majhnih predelih mesta, kjer ljudje lahko peš pridejo do parka, so še kako pomembni, a ne, da se lahko tam ohladijo, osvežijo, ne. Tako. Mi na NIJZ največkrat svetujemo, naj se umaknejo v naravo, je v bistvu ena izmed najboljših izbir. Zdaj, Ljubljana tudi ima zelo dobro zeleno ozadje, a ne. Ja. In ni tako daleč iz Ljubljane, da se lahko umaknemo proti kakšnem metropolam v drugih evropskih državah, a ne. Ja, vse je na dosegu roke, če govorimo o Ljubljani. Ja. Druga mesta imajo pa morda celo še bližje gozdne površine, ta tako imenovani mestni gozd. Tako to pa, ja. Ampak tukaj zdaj govorimo o trenutkih ali pa o času, ko to lahko storimo, ne. Ljudje pa delamo v mestih, moramo priti na delo in z dela vsak dan, zjutraj še nekako gre, sredi dneva je že težje, otroci so v šolah, v vrtcih, da pustimo zdaj še zaenkrat še ob strani tiste, ki delajo na prostem, a ne, delavce, ki so izpostavljeni direktni vročini in toplotnemu udaru, skratka, ne. Vse te poti potekajo skozi urbana središča. Kaj se lahko tukaj stori, da se malo ublaži? Recimo, kaj delajo druga mesta? Ne vem, na Dunaju imajo neke meglice, prhe, saj Ljubljana ima tudi na Tromostovju, ne, neko mestno prho, ki škropi. Potem Frankfurt, to sem brala, so neki koridorji, to, kar ste omenili, visoke stavbe, ki zadržujejo pretok zraka, ne, oni so ustvarili neke koridorje, znotraj katerih zrak bolj kroži in je zaradi tega seveda tudi bolj prepišno in nekoliko hladneje. So to rešitve tudi za slovenska mesta, pa še kakšne druge, no? Zdaj, če lahko mogoče začnem, omenili ste Dunaj, ne, meni je Dunaj mogoče zanimiv z enega drugega vidika, a ne. Ja, sicer te specifične rešitve, a ne, ampak kar Dunaj ima za razliko od naših mest, je, a ne, akcijski načrt, ki je pač tudi zelo navezan in povezan na regionalno, na državno politiko pač reševanje tega problema in na ta način lahko vzpostavi nek celosten sistem rešitev, a ne, z vključevanjem vse relevantne stroke, od zdravstvene do dejansko delavcev na prostem, do pač skratka vseh organizacij, ki lahko na nek način prispevajo, a ne, in tam se v bistvu te prhe in podobne zadeve vklapljajo nek zelo širok nabor ukrepov, a ne, ki gre od dejanskega analiziranja in pravočasnega obveščanja do tega, ne, da so potem prebivalcem te podatki javno in skozi digitalna orodja in druge načine jasno predstavljeni, a ne, to, da v bistvu vsi sektorji, a ne, med sabo sodelujejo in na ta način oblikujejo rešitve, a ne, ki ne pozabijo ni nikogar ali pa pač saj nam manj nekih skupin in ljudi, kot bi drugače, a ne. In tukaj so potem tudi, a ne, mehki ukrepi od ozaveščanja do v bistvu, a ne vem, v zadnjem času tudi v Sloveniji zanimivi, a ne, te recimo neki
vzpostavitev neke mreže hladnih prostorov, a ne. Mi že imamo Ja. javne prostore, a ne, v katerih ljudje lahko preživijo Tako. čas, a ne. Zdaj pa je to treba v bistvu vzpostaviti v nek enoten sistem, ki ga tudi, a ne, predstavimo ljudem, ljudje vidijo, smo dodati neko vsebino, a ne, da ljudje tudi radi tja pridejo in tako naprej, no. Pa Kar pomeni, da se potem ne bi več poleti hladili v nakupovalnih središčih, Tako. ampak v prostorih, v katerih bi lahko počeli kaj prijetnega, ne? Se družili, pogovarjali, vzpostavljali socialne stike, ki jih v nakupovalnih središčih praktično ni, ne? Ampak ne, tukaj trčimo še ob eno reč, ki je mogoče bolj zdravstvene narave, ne? Ko se mi hladimo v nekih Ne sme krasnih, biti prevelika, ohlajenih prostorih. tako pa pridemo na prosto Ja. v visoke temperature, je lahko zelo nevarno. Tudi toplotni šok, Pa ne? tako tudi za zdrave ljudi, Ja. lahko tudi otroci so. So tudi vsako leto v svetu smrtne žrtve zaradi pač kapi te, ker pride do prevelike temperaturne razlike, a ne. Zdaj, jaz bi tule še dodala morebiti, naprej bi se navezala na prejšnje, na ukrepe. Zelo dobro se je izkazalo kot early warning system, se reče po angleško. Zgodnje obveščanje. Sistem zgodnjega obveščanja. Moram reči, že NIJZ zelo dobro sodeluje z Agencijo Republike Slovenije za okolje in tudi skupaj delamo te analize, o katerih sem prej govorila. In nameravamo še nekako nadgraditi to poročanje ob pojavu vročinskih, ob meteorološki napovedi vročinskega vala se ponavadi pove še to, da veliko pijte, poskrbite za starejši, kar naredijo meteorologi, bomo nekako te zdravstvene ukrepe poglobili, tako da bo verjetno še bolj jasno, da nevarnost je, a ne. Čeprav tukaj je treba mogoče paziti na eno reč, ne, to je čisto moje osebno mnenje, da morajo biti ta opozorila zelo Jasna. dobro skomunicirana, Tako. da ljudi še dodatno ne prestrašijo, ne. Ja, ja. Ker se mi zdi, da ta psihološki učinek, ki ga lahko ima eno tako zelo hudo osvarjenje, joj, ne, grozna vročina se obeta, ali pa recimo tudi te nevihte in tako naprej, ne, to v človeku sproži nek obrambni mehanizem, nek strah, ne, in potem lahko tudi zaradi tega zdravstveno trpi, bom rekla, Res je. zaradi tega vznemirjenja, strahu, psihoze, če hočete, Tako ne. lahko povem, zdaj je v svetu nov termin podnebna anksioznost, podnebna Cel podcast zaskrbljenost. imamo na to temo, ja. Tako, ja, in a ne, tisti ljudje, ki so v živo doživeli tukaj in zdaj podnebne spremembe, so veliko bolj zaskrbljeni za prihodnost in imajo potem te psihološke, jaz o psihologiji sicer ne vem veliko, ampak psihološke znake, a ne, anksioznosti. Zelo podobno, ja, tej klinični anksioznosti, čeprav Ja. ni isto, Ni tukaj isto, ne gre za ni isto. duševno bolezen. Problem je, ne. da podnebna anksioznost še nima prave definicije, a ne, kaj. Več definicije ni še čisto definirano. Ja. To vem, ker smo delali en pregled te literature in je to problem še, a ne, kdaj se pokaže to v klinični sliki in kdaj je res samo podnebna anksioznost. Taj. Ja, mogoče, a ne, do zdaj smo veliko govorili v bistvu o trenutnem stanju, ne, pa če smo Ja. se že navezali na podnebno anksioznost, a ne, je v bistvu tudi problem, kako v resnici skomunicirati, a ne, da bodo te temperature zares še mnogo višje, a ne. Ja. To, s temer se soočamo zdaj, je Je že še- težava, a ne, Ja. ampak mi, ko govorimo o rešitvah, mi moramo predvidevati rešitve za v bistvu stanje, ki bo mnogo slabše, a ne, Ja, vem, velikokrat za naprej, govorimo ne. o tem, a ne, Ja. Po najboljšem scenariju
se bodo še vedno bo temperatura naraščala, a ne, glede na danes. Ampak tega smo baje že zamudili. Ja, koliko nam lahko narava sploh še pomaga pri tem, ne? Ja. Če se bodo tudi drevesa začela sušiti. Ampak gozd, ki je večji organizem, je vseeno odpornejši od enega drevesca na ulici v mestu, ne? Ja, zdaj mi imamo v Sloveniji srečo, da imamo zelo mešane gozdove, kjer so vrste, ki že tisočletja rastejo na tem območju in so prilagojene na razna nihanja okoljska. Jaz mislim, da so tukaj pomembni tudi drugi preventivni ukrepi, ne? Ker temperature v mestih zelo zvišuje tudi promet, industrija, potem te ogromne temne stavbe, ne? Lahko bi mogoče si pomagali z kakšnimi bolj svetlimi materiali, ki ne bi absorbirali toplote, ampak jo odbijali. Potem tudi vedno več klimatskih naprav, ne? To samo povečuje energijo, Znotraj hladno, zunaj ki se sprošča zunaj, ne? Tako, ja. Pa večja prepišnost mesta, to ste že omenila, ne? V bistvu je pomembno, kako se te koridorje oblikuje na ravni urbane pokrajine, da se spodbudi po noči neko gibanje zraka, da se mogoče svež podeželski zrak prinese v mesto in da pride do nekega mešanja in ohlajanja. Drugače pa Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da bi mesto moglo zagotoviti zeleno površino v oddaljenosti 5 minut za vsakega prebivalca, ne, recimo 300 metrov hoje do prvega parka ali pa gozdička, ali pa mi imamo srečo, imamo res mestni gozd, Rožnik, Tivoli ali pa Golovec, ne, je v bistvu v središču mesta naraven gozd, ki res hladi celotno mestno območje. Vsa mesta tega nimajo. Ja. Ja. Zdaj, prej smo omenili Dunaj, ne? Dunaj ima srečo z lego, a ne? Ljubljana je nima, ker je pač v kotlini. Ja, In to je po zimi potem bolj pride v poštev, a ne, ko pride do temperaturne inverzije in močno onesnaženega zraka. Je po zimi pač ravno zaradi te kotlinske lege imamo malo nesreče, a ne. Zdaj, načini obstajajo, ne? Kako blažiti te spremembe, ki so in bodo še večje, a ne, temperatura bo rasla, kot ste rekli. Mi bi pa vendarle radi preživeli, a ne. Nič nismo še rekli o živalih, mogoče bomo tudi o tem lahko rekli kakšno besedo, kako je treba v vročini poskrbeti za živali, ampak kar sem hotela zdaj vprašati je, ne, se pravi, rešitve se iščejo, se nakazujejo, bodisi iz izkušenj od drugod, bodisi iz nekega analiziranja razmer pri nas, ne, tako da ne smemo biti pretirani pesimisti, a ne, lahko si pomagamo, ampak to, kar ste Urša vi rekli, ne, se pravi, zmanjšati te izpuste, zmanjšati promet, to bi verjetno že kar precej pripomoglo. Ja, gotovo. Pa tudi ohranjanje zelenih površin ali pa njihovo širjenje, ne, vzpostavitev novih parkov, ali pa, ko ste omenila, na parkiriščih, da se spodbuja ali pa celo predpiše število dreves na kvadratni meter, ki morajo biti tam, pa njihovo velikost krošnje, ne, da niso to neki majhni grmički, ker ne opravljajo v enaki meri funkcije hlajenja. Na tak način. Ja, to so zdaj tako naše pobožne želje, bi rekla, ne? Ker ko pride investitor, pač želi vsak meter izkoristiti, ne? Kako pa je recimo pri novogradnjah, sodelujejo, zdaj ne vem, če vidva to veste, ali pa vi trije, ne, kaj arboristi, pač koliko, oziroma obstajajo neka pravila, koliko mora biti tega zelenja okrog. Jaz mislim, da jih ni, ker opažam pri novogradnjah, da praktično je pozidana parcela do zadnjega kotička in da sploh ni prostora za zelenje. Jaz mislim, da neke smernice so, samo potem se investitorji znajdejo, pa namesto ob objektu naredijo zelenico na strehi.
To pa potem ni več javno dostopna zelena površina za vse, ne, ampak je pa samo za tiste prebivalce in ni enaka funkcija. Ne. Pa tudi mislim, da imamo vse več po mestu, a ne, teh primerov, ko se gradi, ne vem, recimo, včasih je to nakupovalni center, lahko je pa tudi, ne vem, neka nova stanovanjska zgradba, a ne, kjer se v bistvu investitor, a ne nasloni na obstoječe zelene površine, ki že obstajajo v okolici, a ne zagotovi pa svojih lastnih, a ne, kar potem še dodaten pritisk na tiste že obstoječe prinese, a ne, poveča še število prebivalcev, a ne, ki te zelene površine rabijo. Potem pa seveda, a ne, mislim, da enostavno ne moremo, a ne, mislim, da sta ta dva problema neločljiva. Danes smo že 3-krat omenili promet, a ne. Ampak promet je, a ne, prostorsko ogromen problem, ne zgolj zaradi pač izpustov pa segrevanja, ki smo ga omenili, a ne, ampak čisto konkretno, ker se zajeda v javni prostor, a ne. Mi zato, da vzdržujemo to prekomerno floto avtomobilov, potrebujemo ogromne količine enega prostora, ki so temu namenjene, od neke podporne infrastrukture, pa seveda do parkirišča, ne, ki so zdaj spet ogromno polje Jaz bi boja. rekla, da mi zelo promoviramo trajnostno mobilnost, to, da v promet v večjih mestih uporabljamo kolesa, javni transport, da jih vsak posameznik ne svojega osebnega avtomobila, da se to lahko naredi vsak na individualni ravni, a ne. Jaz opažam, ne, če zdaj govorimo tudi še o sistemskih ravneh, ne, oziroma sistemski ravni, da denimo te nove soseske, ne, bom kar povedala, soseska Brdo nova, ne, ima kar nekaj prostora vmes, ima tudi otroška igrišča, so drevesa, ki kar rastejo, ne, tako da se mi zdi, da kar je v javni domeni, ne, se nekako tudi upošteva to, da mora biti en zelen prostor okrog, ne. Zdaj, ko gre pa za zasebni kapital, pa seveda je drugače, ne. Ne vem, taka so moja opažanja, ko se sprehajam pa vidim, recimo soseske nove ali pa vila bloke nove, ne, bi moralo biti to predpisano, koliko je tega zelenja. Zdaj se bom vrnila v socializem. Živela sem v eni soseski, kjer je še vedno, ne, kjer je bilo ogromno zelenih površin in še vedno so, ker so jih stanovalci uspeli ohraniti, ker so se uprli gradnji garaž in parkirišč in tako naprej in so ohranili to zelenje. In tam je res ogromno prostora vmes, ne. Zdaj seveda stiska prostorska je velika, stanovanj Je premalo, ne. Tako da tudi ta vidik je treba razumeti, ampak gremo zdaj proti koncu pa rečemo, ne, recimo sistemska raven, potem raven raznih organizacij, kot je vaša Fokus, raven strokovnjakov, stroke, ki sodeluje, in potem lokalna, individualna, ne. Če se vse to združi, smo lahko optimisti, da bomo našli načine, sisteme, da očuvamo zdravje in življenje ljudi, živali in rastlin. Jaz mislim, da se je treba veliko pogovarjati. Da se o tem pogovarja, da se ljudje o tem dobijo verodostojne informacije, da vejo, kaj nam prinašajo podnebne spremembe. Ker podnebne spremembe so tu in zdaj. Poglejte, mi smo imeli leta 2022 požar, leta 2023 katastrofalne poplave, to so vse podnebne spremembe. Potem ljudje so ob premoženje, to prinaša revščino, stiska prinaša poslabšanje zdravstvenih stanj. In to je realnost sedanjosti že, a ne? Ni nekje v prihodnosti. Ja, jaz bi potrdil, no, to, kar ste rekli, da mislim, da rabimo pač, a ne, tako ta pristop, recimo od vzgoraj navzdol, a ne, če rečemo, ne vem, to, da država vzpostavi nek okvir, strateški okvir, a ne, kako se želi prostorsko razvijati, kako bo razreševala probleme podnebne krize, a ne.
tukaj smo majčkeno v zaostanku, če smo se zadnja leta zelo veliko z blaženjem ukvarjali, v bistvu na to raven prilagajanja nekako prihajamo šele zdaj, no, tako da upam, da se bodo zdaj po hitrem postopku začele stvari spreminjati, a ne da bomo dobili nek dober upravljalski okvir strani države, ki bo konec koncev, a ne, akterje, ki ste jih omenili, usmeril, a ne, ki bo pač vzpostavil neke poenotene standarde, vzpostavil pač neke kriterije, merila in neke minimalne standarde, kako in kje naj se stvari delajo, a ne. Potem pa pač, a ne, občine so pa seveda tiste, a ne, kjer se stvari realizirajo, kjer ljudje živijo, kjer ljudje občutijo pač te posledice, a ne, oni so pač tisti, ki so tam na terenu, a ne, ampak poleg tega, da imajo nek jasen okvir, je seveda potrebno, so pač tudi finančni mehanizmi tisti, ki so ključni, a ne, sploh v manjših občinah je pač ta podpora bistvena za neke rešitve, no, tako da to bi dodal. Ja, jaz pa mislim, da lahko tudi vsak posameznik kar precej prispeva. Tako, ko opazujem po naši soseski, se dvorišča zelo veliko asfaltirajo, betonirajo, ljudje opuščajo zelenice, vrtove, odstranjujejo drevesa in se mi zdi škoda, ker ravno te majhni zeleni otočki po mestu so tudi zelo pomembni, no, kar se tiče kvalitete bivanja. Potem se mi zdi pa zelo pomemben delati z vrtci pa šolami. Ja. Ker otroci so tisti, ki lahko v bistvu vplivajo na celo družino in potem tudi na širšo družbo, ne, ker bojo oni želeli imeti zeleno okolje in zdravo. Saj človeštvo smo zelo prilagodljiva vrsta, ne. Ampak mislim, da je treba začeti pri mladini. Tako kot se recimo z ločevanjem odpadkom začeli s projektom Ekošole in smo zdaj v bistvu v vrhu držav glede ločevanja odpadkov, mislim, da lahko tudi na tem področju prilagajanja na podnebne spremembe zelo veliko naredimo s pomočjo mladih. Zelo lep zaključek. Hvala vam vsem trem, ker ste bili gostje v podcastu Samo en planet in veliko uspeha vam želim pri vašem nadaljnjem delu. Hvala lepa.